Potem, ko smo včeraj razkrili prevaro, s katero naj bi se okoristila 48-letnica iz Šmartnega pri Litiji, se oglaša vedno več opeharjenih kupcev. Vsi pa za enako zgodbo preko spletne strani Dom 365 so naročili pohištvo, plačali akontacijo, na kar se jim je lastnica prenehala oglašati na telefon. Še vedno ni dosegljiva za naša vprašanja. In kaj o goljufanim strankam, ki so ostale brez pohištva in brez denarja, zdaj sploh še ostane? Tina Švajger. Po našem razkritju je spletna stran podjetnice, ki je še včeraj takole oglaševala pohištvo po resnično ugodnih cenah, naposled ugasnila. A žal prepozno za več 10 ljudi, ki so se ujeli v past. Vedno več se jih javlja. Med njimi je Jožica Cmrečnjak iz Majšperka. Kuhinjo. Naročila sem jo s 1. februarjem, smo se začeli pogovarjati, 4.2. sem ta avans poravnala. 1634,99. Ko pohištva še po 2 mesecih ni bilo, je Alenko Kramar poklicala. Oglasila se mi ni na telefon, takrat sem šla na Facebook in sem zasledila opozorilo, kar se dogaja za to podjetjem. Ugotavljamo, da nas je ogromno. Ogromno, kaj nas je naplahtalo. Nekateri naj bi pohištvo oziroma bolje rečeno posamezne dele sicer dobili. Na polovico jih je pustila, brez zgornjih elementov ali pa ne vem, ali pa je dostavila poškodovano blago po kosih, element za element. Kramarjevo smo skušali danes znova priklicati, a neuspešno. Na sporočilo je odgovorila, da bo poklicala nazaj, a klica vse do večera nismo prejeli. In kaj zdaj sploh še preostane ogoljufanim kupcem? Prijavijo tudi policiji. To ni nobena garancija, da bodo dobili povrnjen denar, ampak se pa to sporno podjetje oziroma prevarant postavi na radar tako policije, kot tudi v končni fazi tržnega inšpektorata. Ta je do 13. aprila zoper podjetje Dom 365 prejel 7 prijav. A ker je od 10. aprila v stečaju, strankam svetujejo. Lahko izključno oni sami prijavijo te terjatve v stečajno maso. Zato imajo 3 mesece časa. Vsote denarja, ki so jih podjetnici kot predplačilo nakazovali, pa so, tako na inšpektoratu, ravno najbolj kritične. Zato, ker so v primeru, da ni dobave, gre za veliko denarja, je pa ravno toliko malo, da so potrošniki pripravljeni neke stvari kupovati še preko spleta za te vrednosti. Seveda so pa to sprevržena dejanja. Opeharjeni kupci, ki so se med tem povezali, pa pravijo, da razmišljajo tudi o skupinski tožbi.